See me on top of the world now. Gratitude, gratitude. We got to believe things will only get better. So you got to breathe and say thank you. Mother, please let the kid enjoy. Mother, please let him be a boy. You see me on top of the world now. Gratitude, gratitude. So easy on top of the world. I'm glad it's you. Gratitude. I've just come to say goodbye. You don't want it to die, but I've had a great life. Thank you, Mother. I'm hauling heavy loads, and Mother, I long to be alone. You see me on top of the world now. Gratitude, gratitude. So easy on top of the world. I'm glad it's you. Gratitude. As long as you're holding the fearless inside, your heart will be loved and the Lord will be right. You see me on top of the world now. Gratitude, gratitude. So easy on top of the world. I'm glad it's you. Gratitude. Come away. Every breath is a door. It was you and me, and all blessings are Dobro jutro. Danes so dovoljene sanje, jutri pa je nov dan. Ja, kdo ne pozna te izjave? Ne? Zelo znana in odmevna izjava. Danes so dovoljene sanje, danes so dovoljene maske, jutri pa bo vse drugače. Takrat je leta 91 smo rekli, ja, jutri bo pa vse boljš, danes sanjamo malo, sanjamo kot otroci, pustite nam ta svet sanj, jutri pa ne boste več sanjali. Enough is enough, tako so rekli, ampak v Cerknici, kjer živim, je en tak pač pustno mesto smo, a ne, in v tem pustnem mestu se sliši vzklik pusta do avgusta in evo, zadnji dan je tle, jutri je nov dan, jutri začne september in nema više maškarade, nema više toga, te igre blesavosti in ne vam povem, da ne obstaja količina mask, ki bi človeka naredila avtentičnega. A ne? Torej, ideja je, da postanemo avtentični ljudje, da postanemo takšni, kot smo in da užgemo tistega svojega zadnjega asa, ki ga imamo, in ta zadnji as je srčev as. Dobro jutro, s srčkom Marjana, tudi tebi, dobrodošla.
Kot prva med nami, kajti vsebine, ki jih ponuja MTK, so daleč od zaželenih in sistem ter njegovi maškaradovci to skrbno hitijo prikrivati, motiti, zatemnjevati in tako naprej. Ampak to ni nič novega, vsega tega smo vajeni, kajti že tisočletja nam je jasno, da kdor nosi ogenj, je strani temnih sil vedno bil lovljen, zateran in tako naprej. In pravzaprav moje mesto mask mi je odprlo marsikatero širino pogleda na maškaranje v družbi, a ne? Torej, ljudje nosijo maske, to nam je rekel Shakespeare, da je cel svet odar in nekako sem se prebil skozi to, da razumem in vidim, kako izgledajo maske v ljudeh, ki jim rečemo ego. In ta ego je en cel lumpac, da mu rečemo tako na lepo, drugače je ego en težek morilec vsega lepega, zdravega in človeškega v človeku in okoli njega samega. Tako da, kdor se je v življenju ega otresel, rešil, ga začel pucati, čestitke vsem, vsak tak je bil za sistem en velik problem in ni kaj, kaos, ki so ga stresali na ljudi, se je zgrnil na njih same. Ne moramo več reči, da ne vidimo, kako razpada Evropa, kako razpada NATO, kako v bistvu, ko je Poljska napadena, je Evropska unija in NATO sta tih, kadar so državljani Madžarske napadeni, je tudi NATO pa Evropa tih, da pa Evropa pa NATO vse neki državi, neki Ukrajini, ki pa ni članica NATO in Evropske unije. To je pa tisto, kar bi v bistvu vsak zemljan že mogel videti in razbrati, ne pa da se ljudje delajo, ja, ne vem, ne razumem. Veste, delati se neumenga te v bistvu pelje v največjo agonijo, ki se bo zgodila ljudem, pred katero opozarjam že 3 leta in čez, da ljudje, pazite, kaj ni prav, kaj je slepa ulica, kaj ni v redu, tam ne bo dobro, če se boš še delal neumenga, če boš še podpiral mrežo skrivnostno in odkrito, torej sistemsko in antisistemsko, torej tista, ki se odvija v družinskih krogih, v krajevnih okrožjih, v medsosedskih odnosih, torej v nobeni mreži ni dobro sodelovati. In nekako omrežili so vedno s to svojo mrežo najbolj nedolžne empate, da so jim prepovedali, da bi se prebudili. Torej, ujeli so nas, še preden smo lahko razvili svoj potencial. Nekako so nam probali povedati, kdo smo, še preden smo sami sebe spoznali, kdo smo, da le ne bi razvili svojega potenciala do popolnosti, kajti naš popolno razviti potencial razkriva njihove vse maske, igre in strukture. Nikaj. Jaz sem se v to proceduro spustil, nekako šel čez svoje, bom rekel, temne dele duše, čez svoje sence, čez svoje demone, če jim hočemo tako reči, čez svoje radikalne odločitve in zaradi tega, ker vem, kako je to težka pot, kako je to v bistvu kaotično, kadar razpadajo stvari, je to kaos, a ne? Zaradi tega je moja želja ljudem pomagati, stati zraven ob tem, ko bodo sami se srečevali s propadom svoje lastne navidezne identitete, ki ji rečemo ego. Ego vsebuje ne samo grozne stvari, ampak tudi žalostne, torej sram, strah, tesnobo, žalost in tako naprej. Vse to so stvari, ki spadajo v ego, tudi ponos in, moram se zdaj spomniti, kaj človek, pohota, to je čista bolanija in iz tega vidimo tudi ogromno vulgarnosti strani ljudi, ki so še vedno na nizki zavesti, kar je značilno za ego. Torej, ego je stanje nizke zavesti in nižja kot je zavest, bolj je destruktiven do sebe in drugih, višja kot je zavest, bolj smo konstruktivni, bolj postajamo kreatorski. Dobro jutro tudi Jane, dobro jutro vsem, ki prihajate 9 minut čez 8 v nedeljsko jutro, v zadnji dan avgusta leta 2025, jutri pa imamo kar 2 devetki in 1 enko v datumu, torej 1.9. in seštevek leta 2025 je tudi 9, torej 1 plus 9 plus 9 je nič drugače kot 1. Torej, nov začetek,
na novo, od začetka, ne moremo več računati ne na politiko, ne na zdravstvo, ne na sodstvo, niti na sosede, kamoli na starše, niti na družbo. Mreža propada, marsikdo se praska po glavi, kaj pa zdaj iz obžalovanja. In čas je, da potegnemo našega največjega asa iz žepa, iz rokava, od kjerkoli, kajti ves čas ga nosimo sabo in to je srčev as. Srce, to je tisto, kar je človečnost, kar je humanost, kar je spoštovanje, kar je dostojanstvo in tisto, da nam je mar. Politika kaže, da ji ni mar za nas. Zdravstvo je pokazalo svojih barv en kup. Še enkrat ne obsojam nikogar osebno, verjamem, da so v vsaki organizaciji taki in taki, da niso vsi zlobni, ampak niso vsi dobri. To je pa dejstvo. In moja ideja je, da začnete tudi sami prepoznavati, kdo je kdo, ker zunanji odrešenik ne prihaja v kontekstu, da bo pa rekel, veš, tale Micka je v redu, una Štefka pa ni v redu, ali pa obratno. Ga ni takega sodnika, ki vam bo prišel na dvorišče povedati, kdo je kdo. Vaša naloga je, da odprete oči in začnete prepoznavati in ločevati s pomočjo razsodnosti, ki jo srce samo po sebi ima, da znate razločiti, kaj je avtentično in kaj je maska. Maska je tista, ki igra avtentičnost, a ne? In empatijo našo so kopirali, so jo igrali, ampak v zadnjem času, vsaj moje empatije, več ne more nihče igrati in se sprašujejo debelo, kako bi zdaj to zaglumili, ampak ne gre. Avtentičen biti pomeni, da si avtentičen, ne da avtentičnost igraš. In jaz sem včeraj lepo napisal, ni količine mask, ki bi, v bistvu to je za moje pojme en tak game over zapis, torej ni količine mask, ki človeka naredijo avtentičnega. No go, ne moreš dati novo masko, zdaj sem pa duhoven, zdaj sem pa avtentičen, zdaj sem pa priden, zdaj sem pa ne vem kaj. V Cerknici imamo mask en kup, imamo majhne, malo večje, še večje in največje maske, skupinske maske, ki nam tudi dokazujejo mreženje in sodelovanje in ribiči in polhi in žabe in tako naprej. Vse to so skupinska maska in tako gledamo, kako so naredili skupinski smer, kampejn na mene in na en kup ljudi, ki so imeli, bom rekel, predispozicijo razviti svoj duhovni potencial. Na svetu je kar nekaj ljudi in ljudje smo prečudovita bitja, pa vendarle imamo zmeden zmedena čustva in imamo odklopljen dostop do srca, do tega našega pravega biti, do našega duha, ki bi moral biti voditelj, ker samo srce in duša ima svoj moralni kompas. Možganski kompas je razbit, potolčen in sledi normativom, ki jih ponuja okolica, družba, sistem in kakorkoli že. In čas je, da najdemo nazaj naše prave vrednote, naše prave normative in našo pravo moralo in normo. Lahko temu rečemo tudi zakoni vesolja, zakon ljubezni obvezno, law of love, torej spoštovanje sebe in drugih, dostojanstvo svoje in tuje, da mi je mar za sebe in za druge, da v življenju gledamo na to, da mi ljudje skupaj, ne pa mi ljudje drug proti drugemu. In čas je, da človeštvo spozna, da se ne more nasloniti ne na sistem, ne na svojo obstoječo mrežo, kajti mreža je v celoti prepoznana in v celoti se razpada. Iz tega naslova vem, da marsikdo doživlja občutke obžalovanja, sramu, marsikdo bi čas obrnil, zapeljal v rikverc pa rekel, joj, kot jaz tega le ne bi naredil, pa si. Torej časa zavrteti nazaj ne moramo, lahko pa se naslonimo na neke zelo pomembne stvari, ki so nam jasno in glasno opisane mnogokrat za začetek v Bibliji. Torej odpusti, ne? Odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo, ne bo šlo, ampak odpusti jih stran od sebe, pusti jim svoj prostor in ne petljaj se v to njihovo igro, pusti jim igro in pust maškare čist do konca.
če smo jih zažgali iz poganskega praznika, ki nam to sporoča, torej v februarju imamo praznovanje poganskega praznika, ki ima sporočilo točno to. Pusti maske in jih zažgi, svoje in tuje. Pusti jih primer, naj bodo tam in ne dovoli jim vstopa vase. Mi smo rekli, postavi jasne meje. Ta poganski praznik, ki je več kot kričal o tem, ne dotikaj se mask, tujih in svoje, ne devej si maske, ne vpletaj se v to igro, pusti jo primer, se je v Cerknici 50 let nazaj začela promocija mask. In to je tisto, kar je v bistvu kontradiktorno, kot je kontradiktoren sistem, kot je kontradiktorna cerkev in tako, in sistem in vse skupaj. Mi imamo promocijo mask in mi z maškarami norimo. No ja, jaz zadnjih par let več ne, ker me je to društvo fliknilo ven in zdaj razumem zakaj in hvala Bogu, da me je. Čeprav je bila to zame takrat kar huda batina, ampak okej, sem vesel, da nisem več del tega društva, kot sem vesel, da nisem več del medijskega rompompoma. Načeloma sem delal in na radiju, in na televiziji Pop TV in na radiju, tako Radio 1 kot Radio 94. In pač sem zelo vesel, da nisem del tega medijskega prostora in da nisem del te skupine promotorjev mask, kajti jaz sem proti maskam. Jaz pa seveda zdaj moramo dvojno razumeti, saj se že rad našemam v Indijanca, ampak ne glumim in ne grešim, ne glumim in ne pravim se nekaj, kar nisem. Sem, kar sem in to, kar sem, z veseljem dam od sebe, z največjim užitkom, zaradi tega, ker vem, da je to v tem času zelo pomembno, kajti človeštvo je bankrotiralo na nivoju duha. Nič jim nanucajo v tem momentu, ne visoki bančni računi, ne velika, bom rekel, imetja, ali gozdovi, ali njive, ali bajte, ali jahte, ali avti, ali motori, ali ure, ali bejbe, ali harmi, ali jaz ne vem kaj. Nič jim ne nuca, kajti karma je nekaj, kar pride na drugačen način, torej na način, da ti odvzame spanec, da ti dela notranjo praznino in tesnobo, in verjamem, da mnogi ljudje v tem trenutku na tem svetu doživljajo to notranjo praznino. No, jaz zagotovo ne doživljam praznine, ampak se polnim kot čaša iz izvera neskončnega biti, dajmo tako reči, in ta čaša že dogaja svoj overflow, torej iz nje prihaja že toliko gre v njo, da je premajhna ratala, pač toliko je ta kozmos velik, ampak nisem tega dojel čez noč, ampak tekom vseh dogodkov, ki so se mi dogajali, in prav zaradi tega sem pripravljen vse to deliti. Na tem svetu je, no pa da se vrnem nazaj do naših mask, jaz sem pred kratkim definiral, da je narcis, ima enake karakteristike, kot jih opisujemo Greysom. Greysi so neka vrsta vesoljcev, ki so izgubljeni tavajo po svetu, izgubljeni so stik, po vesolju, po kozmosu celo tako. Izgubili so stik s samim sabo in z verom in nimajo kompasa in lahko rečemo, da so lost in space. A so živi, a so resnični, ne vem, opis je tak. Narcisi so še kako zelo resnični, so med nami in opis je enak. In lahko rečemo, Greysi so narcisi. In pazi ti zdaj to. Pri nas je bil Valvazor, je bil glavni zapisovalec našega prostora v takratnem času. Napisal je Slavo Vojvodine Kranjske. Vse te opise, etimološke in grafološke in vse, kar je mogel opisati, je nesel na angleški dvor. Tam so nekje to prebrali in to in so rekli, v redu, nič posebenega. Ampak ko so prišli do študije Cerknice in Cerkniškega jezera, so rekli, prid nazaj, in so mu dali kraljevo neko medaljo, priznanje častnega reda, zaradi študije o Cerkniškem jezeru. No, jaz sem te študije njegove bral, vem tudi, kdo mu jih je predaval in tako, pa vendar, hotel sem priti do ene točke, kjer pravi, da je Cerknica polna čarovnic.
da je v cerknici polno čarovnic in da letajo nad slivnico in se jih vidi kot majhne lučke. Čarovnica je upodobljena kot neka ženska v kikli pa v ruti, ki leti na metli ali pa eventualno na prascu. Kje so tle zdaj lučke? Taj metle niso imele reaktivnega pogona, ne? Če bi danes rekel, da si videl lučke, kako švigajo gore dole, bi pomislil na kaj? Na čarovnice? Verjetno na neznani leteči predmet, bi v današnjem času pomislil, a ne? In če sem prej rekel narcisi pa grejsi, pa čarovništvo, bi lahko rekel, da je cerknica dežela mask, zaradi tega, ker so se morali ti narcisi oziroma grejsi nekako v nekaj preobleči. Preoblekli so se v ljudi in se obnašajo, kot da so ljudje, čeprav niso. Bi bili, ja, sam niso. Od tu tudi naslov knjige, Biblija, bi bili, ja, pa niso. Torej njim manjka dušna povezava, ver, stik z verom. In stik z verom pa imamo zelo mogočno vpeti Slovani. In Slovan kot tak je, bom rekel, po mojih raziskavah in dognanjih še zadnji indijansko pleme sredi Evrope, če ćemo temu tako reči. Pravzaprav izhaja kot Karantanija je zadnja zveza, plemenska zveza, če imam jaz to spet prav po podatkih, ker v tej zgodovini je zabrklano prav vse. Torej še enkrat, Cerknica kot mesto pravljic, kot mesto mask, ki pravi pusti maske, govori o letečih lučkah, ki so začarale ljudi in začarale možgane, jih zapeljale, spolnost je bila prav prva stvar. In v Cerknici, se pravim, je znano geslo pusta do avgusta, jaz sem pa dodal in niti dneva več. In prav zaradi tega, dragi moji, danes so dovoljene sanje, jutri pa je nov dan. Pa naj to zveni preroško, kakorkoli, očitno smo v Cerknici butalci, imamo neke preroške lastnosti, ker konc koncev imamo en kup takih zanimivih povezav, ki sem jih jaz v mojem kraju skozi bajke in objekte najdu. Dobro, hotel sem reči, da je v bistvu tendenca na svetu je ta, da ljudje dobimo moč v svoje roke. Morali bi se združiti ljudje srca, odstraniti svoje maske in reči, gremo po srcu, gremo tako, kot je prav, gremo tako, kot nas učijo modreci, ne tisto, kar je moderno, ne tisto, kar je trendovsko, ne tisto, kar je sistem ponudil. Sistem je ponudil nekaj čist kontra, tako kot je podpustno društvo ponudilo čist kontra sliko tega, kaj je izhodišče zažiga pustnih mask. Zažig pustnih mask pomeni ne promocija mask, a bo šlo. No in pustno društvo kot tako v Cerknici ima en kup in logotipov in risbic in znakov in ogromen, zdaj je išla knjiga pred pol leta. To je polno vulgarnosti, to je ena sama kurbarija noter, če tako pogledaš z drugega kota in to je pravijo, to je pa mesto pravljic, je pa kurbarija, ne. Zdaj, jaz sem do tega bistveno bolj kritičen kot katerikoli moj sokrajan, pa vendarle meni ne bo noben rekel, da sem v zmoti. Dejko in etui za očala, dobro jutro obema, kakšno so to imena, etui za očala. Dobro, kaj da malo na kurbarijo spominja, še to. Ne bom nobenega, ne obsojam, na nič, malo se hecam in tako. Včeraj sem prišel do enega takega zanimivega spoznanja. Načeloma sem krščen, nisem s temi zakramenti šel prav do konca, nekaj jih imam. Nisem pristaš cerkve, religije sploh ne, sploh zaradi tega, ker je religija rekla, mi pa smo med Bogom in človekom vmesni člen, ampak ne z namenom povezave, ampak zato, da zadihtamo to povezavo. Torej, cerkev ni pravilna, Biblija pa vsekakor je. In včeraj sem, kaj pa jaz vem, zakaj so mi misli pelale tja noter, verjetno, ker sem študiral Younga, ki veliko govori o arhetipih
človeka sem prišel do spoznanja, da so osebe, ki so opisane v Bibliji, naj si bo David, Janez Krstnik, Mojzes, Abraham in tako naprej, Jezus, da so to v bistvu ne kot zgodovinske osebe, ampak kot arhetipi duše. Torej, če pogledamo iz tega naslova, da je Jezus predstavlja nekaj, Mojzes predstavlja nekaj, Jakob predstavlja nekaj, David predstavlja nekaj, ugotovimo, da je arhetip duše bil identičen takrat, ko je bila Biblija pisana, kot je danes, kajti duša je itak nesmrtna in je večna in ima svoj zemljevid. Upam, da sem vam dal zdaj s tem en tak pomislek, da mogoče, ker jaz sem do zdaj mislil, Janez Krstnik je bil človek, ki je tega človeka, ki je hodil, Jezus, da ga je on njega pač krstil in pol je to bilo tako. Sej mi ni šlo skup, ampak od včeraj, ko sem nagruntal, da gre za arhetip, da gre za arhetipe, da so to v bistvu zgolj prispodobe, preko katerih opisujemo svoje lastnosti, ki jih imamo. A jih imamo aktivne ali ne, to je pa seveda druga stvar. In večkrat smo slišali strani Qja in tudi Trumpa, it's gonna be biblical. Smo v procesu apokalipse, kar ne pomeni konec sveta, ampak da gre za razkritje. Maska se enkrat razkrije, skrivne povezave in skrivna delovanja se enkrat razkrijejo in to je apokalipsa, v kateri se nahajamo. In razkritje Soros, razkritje Gates, razkritje Fauci, razkrita je Hillary, razkriti so evropski poslanci, razkrita je sosedova Micka, razkrita je mreža v Cerknici, razkrita je mreža v Sloveniji, razkrito je vse. Ampak ta mreža je želela s svojim skrivnostnim delovanjem skriti in zakriti tudi duše s dušnim potencialom. Torej v mojem primeru mene. Ta mreža je s svojim smer kampejnom, družnim blatenjem mojega karakterja, osebnosti in kraje mojega lastnega imena, so družno želeli zakriti mojo pravo biti. Ampak v 3 letih delovanja nekako jim ni ratal zakrit in jim ne morajo dopovedati svojim poslušalcem, da sem zabit, nestabilen, nervozen in ne vem kaj. Težko jim dopovedujejo zdaj svoje laži, zaradi tega so razkrili sami sebe in razkrili tudi mene. Razkrili so, da moja prava biti ni takšna, kot so oni govorili, da je. Torej pusta do avgusta. Jaz sem se odločil, da jutri ne bo nihče več verjel njihovim lažem. Zaradi tega, ker vsak poslušalec ima možnost preveriti, kdo je Matej, o katerem imajo toliko slabega zapovedati. Kdo je začel s temi govorancami? Ja, prav tisti, ki imajo najbolj umazane prste, sladke od marmelade oziroma kriminala. Torej, grdi ljudje krivijo druge ljudi zato, da se sami počutijo boljš oziroma manj krivi. Taka je ta naša usoda, tako smo mi živeli, kako vi to doživljate v nedeljsko jutro. Želim dobro jutro prav vsem, 2 minutki manjka še do 8:30. Lepa nedelja nas čaka, pri nas je bilo megleno, sicer pa par dni hudo dež pada, pa naj vam še to povem, da Purple Rain, torej kako je že, škrlatni dež, o katerem poje, mislim, da Prince, Purple Rain, pomeni prihod downloadov in vsaka vodna kapljica tudi prinaša nekaj iz vrha. Če temu seveda verjameš, če pa ne, pa ne. Po drugi strani smo imeli en kup grmenja in sem si prav ponavljal kako? Z oblakov rodu naj našega, v sovražnika z oblakov rodu naj našega treši grom, In naj treši grom vse tiste, ki so izigravali človečnost, ki so izigravali empatijo, izkoriščali tisto, kar smo. In če smo prej rekli, da so ti lost in space, brez stika s svojim verom, so se morali nekako priklopiti na nas, kajti brez vera oni ne obstajajo, Zaradi tega so se priklapljali na nas in vse lepo in prav. Lahko.
Lahko, pa vendarle nikoli več za brezplačno, nikoli več za hvala lepa, kamoli, da bi se na nas priklapljali na način, da bi nam kradli in se pretvarjali, da smo mi nekaj krivi. In jaz verjamem, da marsikdo izmed vas se je že odločil, da v življenju reče ne. Ne dovolim več kraje, ne dovolim več zlorabe, ne dovolim več ustvarjanja pritiska, ne dovolim več uničevanja moje samopodobe in dostojanstva ter ne dovolim nespoštljivosti, in v teh primerih se kar nekajkrat srečamo z uporom, ki ga naredijo ti Lost in Spacerji, a ne. Ampak ja, reči ne je prvi korak, ki ga lahko naredimo do osvoboditve samega sebe. Minutka je čez 8:30, jaz mislim, da je čas za eno prekratko pavzico, zato da naredimo en glasbeni premor, pa en miselni premor, da preberem en vaš kakšen komentar, da vidim, kako vi doživljate stvari v tem času, v zadnjih dneh apokalipse, preden se nam svet obrne na prav. Dobro jutro še enkrat vsem in I am walking on sunshine. Hodim po sončku, pa vi? Incredible how you can see right through me. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't trace, feel something sit in your head. Don't turn around when you hear me dread. I'm the invisible man.
It's criminal how I can see right through you. You're deeper. I'm in your room, I'm in your bed, and I'm in your life, and I'm in your head. Like the CIA or the FBI. I am the invisible man. Ja, kot da bi bil neviden, tudi tako se tudi počutim, ko grem skozi cerknico, tako se počutim, ko pišem objave, ko delam videoposnetke, kot da sem invisible, kot da me nihče ne vidi. Ja, pa vse je logičen, kdor ima slabo vest, kdor bi rad lagal, se nekako ne počuti dobro v moji družbi, v moji bližini, zato ker ta detektor, ki začne premljevati, seštevati in kalkulirati, je gotovo. Jaz sem vas večkrat opozoril, dragi moji, dajte dvigati svojo zavest nad 200, kajti vsi spiritualni napadi prihajajo izpod 200, torej ljudje, ki imajo svojo zavest izpod 200, torej sram, jeza, ponos in tako. Dajte dvigati svojo zavest in takrat postanete za napade, na napade imuni in tako, kot sem danes napisal. Kaj sem že napisal? Da kuhinjski čarobni uroki name ne delajo. Zakaj ne? Zaradi tega, ker se zavedam, da sem nosilec ognja, ker se zavedam, da za mano stoji cela linija mojih prednikov, ker skupaj nosimo to štafeto, zaradi tega, ker so mi ponudili mnoge stvari, ki se jih zavedam, čeprav bi marsikdo rekel, da to zveni mutola, pa ni. Veliko več zapisov je o tem, da je to več kot resnično. Je pa seveda normativ v tej družbi, da se moraš temu posmehovati in to maske vedno se posmehujejo tistemu, česar ne razumejo. Še korak dlje, tisto, česar ne razumejo, se bojijo in to, da se bojijo, zakrijejo pod cinični nasmeh, pod cinizem, posmeh, poniževanje, blatenje in tako naprej. In že to, da se nekdo spusti na jezikovni ravni, na osebni nivo, ne vem, če se pogovarjamo o krompirju, pa pridemo na to, ti pa neumen, ti pa blesov, kaj pa ti veš. Torej, že ko nekdo reče, te začne napadati tvoj karakter, je to dokaz, da imaš opravka z nekom, ki je na stopni zavesti izpod 200. A ima srce, ja ali ne, ne bom obsojal, vem pa, da gre za zavest izpod 200. Če jo more dvigant, ne jo dvigne, če ne, pa ne bo tam, kjer je. In nimamo kaj, je že tako, da vsak svoj križ nosi, pa vendarle so mnogi svoj križ prenašali na ramena empatov. In čas je, da vsak empat reče, ne bom nosil tvojega križa, ker bom prenesel svojega. In tudi navodilo v Bibliji je, primi svoj križ in ga nosi. Pojdi z njim do konca, da prideš do svojega končnega spoznanja samega sebe, kdo sploh si. To, kar smo mislili, da smo, je zgolj umetna slika o samem sebi, torej ego slika, torej maska, torej virtualna slika. Tudi jaz sem imel to sliko, vendar to sliko se da eliminirati. Ni enostavno, zaradi tega, ker vse, kar se navezuje na to sliko o sebi, v bistvu more propast, torej se je treba naučiti posloviti od en kup stvari, preplavati Rdeče morje, kot ga je Mojzes, torej greš čez, ampak ne greš več nazaj, da zažgeš mostove za sabo, ker tisto, kar je neuporabno, nočeš več uporabljati. In v svetu, ko živiš iz duha, takrat ne uporabljaš več maske, ne zanašaš se več na uporabo laži, kraje, bom rekel, se usesti na drugi stolček, se pridružiti nečemu, kar s tabo ne vibrira. In če smo prišli na vibracijo, je vibracija nekaj, kar smo imeli vsi zbrklano, a je prav. Nam mediji, glasba, politika, sistemi, družba, vzgoja in vsi ti parametri nam meštrajo našo osnovno frekvenco, osnovno vibracijo. In tej vibraciji rečemo tridimenzionalna mineštra, bom rekel tako. Naša vibracija je bila motena vsem in zgolj biti avtentičen je pogoj, da se človek začne poravnavati v svojo osnovno, pravilno
vibracijo. Mi se dostakrat menimo, vibriraj višje. Vibriraj tako, kot se tebi pritiče. In dajmo si priznati, da nobena maska ne more pomagati te postaviti v avtentično vibracijo. Drži. Torej, takoj, ko uporabljaš masko, takoj, ko uporabljaš ego, takoj, ko uporabljaš nekaj, kar ni v skladu z kompasom duše, ki je zapisan v 10 božjih zapovedih, saj bolj simpel ne more biti. Dokler ti tega ne dokler ti nisi avtentičen, ti nimaš kaj razmišljati o poravnavi svoje frekvence, o dvigu zavesti, o obrambi, spiritualni in tako duhovni obrambi, ker duhovna obramba je, duhovni napad je tudi to, da poslušate reklame. Reklama je duhovni napad, dragi moji. Obljuba politika je duhovni napad. To, da se boste Golob pa Gabrova poročila prav, ampak ne more biti cel teden poročila polna tega. Tudi to je duhovni napad, medtem ko mi vemo, da je v državi en kup stvari totalno narobe, totalno proti človeku, celo tako. In če pogledamo, kdo piše zakonodajo, ki je proti človeku. Ja, verjetno ne človek, ker če bi bil človek, bi pisal zakonodajo, da bi bila dobra človeku. In ustava je še nekje največji približek temu. 10 božjih zapovedi je tudi smernica, ampak vsi ti zapisi so brez veze, če jih človek ne upošteva. Moralnost je tisto, kar je naš notranji kompas. Pika. Za vsako živo bitje to velja. Biti moralen, dati prostor sočloveku, živemu bitju, to je tisto, kar rabimo. In dokler se človek ali pa kot skupnost tega ne bomo zavedali, je vse zastonj. Danes sem poslušal, kdaj bo naša vlada pogruntala, da nekaj ni v redu. Nikoli, zato ker ta vlada ni z nami, ona je proti nam, to se je sfižalo vse. In to bi v današnjem času, leta 2025, po 5 letih prikazovanja nepravilnosti, mogel biti jasen že slehernemu človeku, da ta vlada ne dela za nas. Pa ne samo ta, nobena. Meni se zdi, da ta zadnji, ki je delal za ljudi, je bil Tito, pa še njemu se je verjetno nekaj moglo zgoditi. Ne vem, ne ocenjujem, nisem bil z njim. Jaz sem gledam njegova dela, kaj je on pustil ljudem, kaj je on govoril, bratstvo in enotnost, dragi moji, ne prodajte tega, zavedajte se štafete, da prenašate ogenj vaših starodavnih prednikov. Zato smo imeli štafeto mladosti, ni bil to Titova neka blazna izmišljotinka. In tako, in zavedati se, kako veliki smo, da v nas obstaja neki bistveno mogočnejšega, kot je krhek ego, ki je užaljen za vsako stvar, ki je prizadet za vsako korekturo. Se pravi, ko človeka želiš malenkost popraviti, človek to zastopka napad in ta napad takoj tretira, da najboljša obramba je direktni napad. In v bistvu ta užaljenost, ta prizadetost ljudi je v bistvu tudi pokazatelj, kako ljudje živijo na egu in se bojijo, da bi ta ego razpadel, medtem ko z uporabo ega v bistvu trpijo sami, ker je nošnja maske zelo težka. Nositi masko je iz dneva v dan težje, to je meni kristalno jasno. Predstavljajte si Koranta, ki mora skakati s tistimi zvonci v tisti megalomansko težki ovčji obleki. Ti ljudje, ki po svojem nastopu snamejo masko, so čist zjebani. Enako meni delujejo ljudje utrujeni od nošnje svoje maske. Čemu? Daj dol. Ja, pa bodo pa videli, da nisem. Ja. In kaj? Končno boš ti. Veš, koliko boš lažje hodil, dihal. Ne bo ti vroče, ne boš zmatran. Svojo energijo boš porabil za kreativnost, ne za šov. Te stvari bi vam rad pripeljal še bližje. Te stvari bi vam rad dotupil, da bi jih razumeli in da bi jih začeli živeti. Neverjetno mi je, da zadnje 3 leta, kar oddajam, je čedalje manj gledalcev in čedalje manj komentarjev in čedalje manj reakcij, čedalje manj komunikacije, kar v bistvu meni nakazuje, da padamo v neko točko kapitalne apatije. Ampak apatija ni izhod. Apatija je
točka, ko človek reče, ne morem več. A sem vas pogruntal, ne morete več nositi, ker če bi bili lahkotni in bi ponudili nekaj, ne pa da ste zategneni in ne morete več kot dobro jutro odpeljati. A je to tako? Ker če bi bili pristni in iskreni, bi lahko kaj napisali več kot dobro jutro. Spoznanje, pogled, uvid, razumevanje, občutke, doživljanje, vse sort bi mi imeli napisati, a ne? Pa ne gre. Evo, Marjana je priletela, praviš, da smo res veliki in nihče nima pravice odločati, kako naj živimo, in to je naša pot. Načeloma smo tukaj zato, da si bomo pomagali pri tej rasti, a ne? Sistem in mreže in maske pa so našo rast, bivanje in življenje fucking overali do nezavesti. In ko se dvigneš iznad tega njihovega primitivnega govna, to na tebe nima več vpliva. In hvala za vsako mnenje, ki so mi ga poslali v življenju, a ga bom upošteval, da ali ne, pa seveda moja izbira. Seveda tudi izbira, ali bo človek nosil masko ali jo ne bo nosil maske, je njegova lastna izbira. Vemo pa, kam tendenca pelje. Zaradi tega, ker stvari vidimo. Avtentični jaz te pelje v svobodo, te pelje v svobodo brez maske, svobodo brez teže, svobodno spanje, svobodne misli, svoboden nazor in dalje. Nošenje mask pa človeka pelje v slepo ulico, v kozji rok, je rekel Kekac. Sramota, ki jo bodo ljudje doživeli, bo iz dneva v dan večja, ne vse manjša. A ne? Jaz sem rekel pusta do avgusta in niti dneva več. In naj bo to razklenitev uroka, če ćemo temu tako reči. Pa sej uroki to je tako, ja in ne. Sandro, dobro jutro, lepo nedeljo tudi tebi. Ja, maske dol pa gasa. Ne? Zdaj v mojem primeru je zelo zanimiva stvar. Ne? Meni je življenje v tem procesu razbijanja ega s pomočjo vplivov in metanja polen mrežnega marketinga lastnih sokrajanov in širše pripeljalo do tega, da nič več nimam. Imam kolo, pa imam psa, pa to je to. Ampak ljudje mi zavidajo. Čemu? Kaj? Kolo zavidaš mi? Ali kva? Psa? Ali kva? Ne. Jaz vem, da imam in vem, kaj imam. In tisto, kaj imam, vam dajem kot bisere. Mnogo svinjam sem tega to zmetal. Ampak tisto, kar imam, dajem celo brezplačno. Le redki so temu hvaležni. Po drugi strani pa imamo en kup bogatih, katerim ljudje lezajo v rit, imajo spoštovali, so spoštljivi, imajo ulala, ta pa ima, je bogat, on pa je hud, ne? Ampak bogati ljudje svojega bogatstva ne delijo. Pa jih imajo ljudje tako radi, te bogate ljudi. A ni zanimiv? Statusno, a ne? Nekdo je pač najhitrejši kolesar in zdaj vsi bomo njega častili, pa nihče nima nič od njega. A ni zanimiv? Pa mu ne zavidajo, ne? Samo, wow, kako je hiter bil, ne? A ni zanimiv? Imaš, daješ, ne cenijo, pa še zavidajo, pa še potovkali bi, medtem ko unika imajo, govoriva zdaj pa o materialnih stvareh, tisti, ki pa imajo, pa jih imajo ful radi, ampak nič od njih ne dobijo. Torej, kako na glavo je obrnjena zmeda v glavi, a ne? In ja, Sonja, dobro jutro tudi tebi. Dobrodošli, koliko je 12 minut do 9 in prav toliko minut še manjka, da zaključimo današnjo nedeljsko oddajo, ker še enkrat, ful je lušten biti z ljudmi, res sem rad z ljudmi, ampak če pa ljudje sem sedijo pri mizi in poslušajo, pa če ne vidim nič od feedbacka nazaj, pa je pa tudi meni tako, a ni malo tako, brez veze, a ni tako. Ful se rad družim, ne pa da predavam, nima en point predavati. Ideja mi je, da sodelujemo, da smo skupaj, ker skupaj smo to, kar smo, in nas se bojijo, ko bomo skupaj dali en glas. Ampak če ste tih, ne moramo dati skupnega glasu, pa je to moj glas, pa je spet narobe, ne more eden proti tej sodrgi tako močno razširjeni. Ampak hvala Bogu, sistem razpada. Sistem nima več nobene moči. Evropska unija sama sebe kolje od znotraj, tako enako se kažejo razprtije med političnimi strankami na slovenskem političnem odru, igralci imamo, cel svet je odr,
vse to ne vodijo iz glave, ne vodijo iz morale, ne vodijo iz odgovornosti, ne vodijo iz naslova, da bi bilo v dobro ljudi, ampak vodijo v to, da bi bilo njim še boljše, ljudem pa še težje. A ne? Tako kot smo imeli recimo zadnjič, 2 dni nazaj, kapitalen kolaps na avtocesti med morjem in Avstrijo. A ne? Mislim, kako je mogoče? Mislim, policaji so za vsak drek skakali za mano, a enega reda na avtocesti pa ne morejo narediti. Ne? Mislim, to je vse tako načrtno in zavestno in organizirano in zavedati se moramo tega, da nič na svetu ni naključno in nič se ne zgodi zgolj slučajno. Ja, masko nositi pomeni lagati, prikrivati nekaj in laž je tista, ki te postavi v neavtentičnost. In če sam nisi avtentičnost, se nimaš na kaj poravnati. Zaradi tega se človeštvo ne more poravnati samega nase, ker v večini igrajo vloge. Vloge v službi, tak pred starši, tak pred ženo, tak pred mulci, tak pred prijatelji, tak pred ljubico in to je ena velika zmeda in človek več ne ve, kam paše in kdo je. Ker se kolektivna zavest in, bom rekel, vibracija na planetu povečuje, nihče več ne bo mogel skriti tega, kar je v življenju sejal, kar seješ, to žanješ. A ne? In kdor je sejal človečnost, prijaznost, empatijo, spoštovanje do sočloveka, prostora, časa in besede, kdor je sejal to vrstne kvalitete, zagotovo lahko žanje lepe občutke. Kdor pa je v življenju sejal stisko, zmedo, kaos, strah, tesnobo, takšen človek pa ne more pričakovati lepih blagoslovov, ampak verjetno lahko dobi tisto, kar je sejal. Pomnoženo, kot se za letino spodobi, krat 10. In temu bodo eni rekli karma, eni bodo pa rekli lekcije Boga. Oboje šteje, oboje je ok. Razlikujemo se le v tem, kako kdo to svoje lekcije oziroma karmične batine, kako se z njimi spoprijema. Meni je jasen, da v bistvu nismo zgolj meso, ampak delujemo na duhovnem nivoju, to vedo tudi tisti, ki se ukvarjajo s črno magijo, da dogajamo na nivoju duha in duha v sebi imamo in zdaj a ga očistiš ali ga pacaš. To je pa vse, kar je bistvenega. Sonja, praviš, da to je vedno zakon narave, ki je edino pravičen. Ja, prihaja do poravnave in ta naša apokalipsa kot razkritje prinaša poravnavo. Dobrim dobro, slabim pač slabo. Zdaj nisem jaz razsodnik, jaz lahko samo vem, kako bo sodba izgledala. In za mnoge ljudi vem, kako bo izgledala sodba, ko pridejo na vrsto. In karma ne bo potrkala takrat, ko je ljudem najlepše, ampak takrat, kadar je cajt za karmo. Tako. In vem, da je karma na pohodu za vse, za slehernega zemljana, ker nekje božja sodba more priti. In veste, ljudje so bili opozarjani tisočletja, kaj ja in kaj ne. In požvižgali so se na ta opozorila. Če piše tabla, ne iti naprej, pazi prepad, ne, pozor, padel boš in greš naprej, kaj pričakuješ? Mnogi ljudje nam bodo izzveneli tekom časa, kot nam morajo izzveneti maske s časoma. Kdor se bo maske oklepal, bo z masko ured odletu direkt z našega planeta. Ja, kadar ljudje nosijo ego, nosijo masko, vedno iščejo zunanje potrditve, zelo je pomembno, kaj ljudje o njih mislijo, kakšno imajo mnenje, kako se jih družba vidi. Če naredijo napako, vedno iščejo tudi krivca zunaj sebe in čas je, da nehamo iskati krivca zunaj sebe, ampak iščimo razumevanje, torej da stvari razumemo. Kaj, zakaj se je zgodilo, komu, kdaj in zakaj. Naj si bo meni, naj si bo sočloveku, ki je naredil bedarijo. In vsaka majhna zmaga nad strahom šteje. Torej,
Mi se srečujemo s stvarmi, ki nas strašijo. Verjeli ali ne, ovire so postavljene točno tam, kamor moramo iti. Tam stojijo strahovi. Strah je v Bibliji predstavljen v obliki Goljata in malega srčnega Davida. In srčni David premaga mogočnega, navidezno mogočnega Goljata, ki prikazuje strah in ego, in srce vedno zmaga. Zaradi tega vsak majhen korak, ki ga naredite skozi strahove, je točno prava pot. To vemo že davno. Strah je znotraj prazen okrog, ga pa nič ni. Tako da ne se strahov bati, in kot vsak tak korak šteje tudi korak izkaza človečnosti, spoštljivosti, dostojanstva, in prav bi bilo, da vsak najde svojo, začne upoštevati svojo dostojanstvo, samostoično držo lastne duše. To, kar v osnovi si, in nikoli ne dovoli, da kdorkoli zbija tvojo avtonomnost, tvoje spoštovanje in tvoj karakter, tvoje dostojanstvo. Ne dovoli v neposredni komunikaciji. To, kaj govorijo za hrbtom, pa naj govorijo, ne popravljajte slike o sebi v zunanjem svetu, bo že čas pokazal, koliko je ura. In kar se mene tiče, čas kaže 4 minutke do 9, čas kaže, da je zadnji avgust, čas kaže, da je čas prišel do konca, in danes so dovoljene sanje, ne. Danes so dovoljene maske, jutri pa je nov dan. Naj bo to, dragi moji, želim vam prečudovito nedeljo, želim vam stoično držo, želim vam moč, želim vam, da odvržete vse tisto, kar niste, in da užgete vse tisto, kar ste, in tisto, kar ste, date na prvo mesto in začnete hoditi kot se spodobi za človeka, kot se spodobi za bogove, to, kar smo, kadar prebijemo vse arhetipe, kot sem jih omenil prej. V Bibliji imate ChatGPT, malo ga povprašajte, kako in kaj je z arhetipi biblijskih oseb, kaj predstavljajo, in boste tudi sami najdli, v katerem arhetipu zaporednem se nahajate, kaj ste obdelali in kaj vas še čaka. Želim vam lepo nedeljo in vsekakor vse dobro vsem. Čau. Follow your heart and nothing else. And you can do this, oh baby, if you try. All that I want from you, my son, is to be satisfied and be a simple kind of man. Won't you do this for me, son, if you can? So baby, be a simple man.